Hvala lepa. Skoraj 3 leta bo, kar smo na tem odboru obravnavali isto temo. Spomnim se, da je bilo veliko debat in da je bila tema zelo vroča. Potem pa je nenadoma izginila iz javnosti. Nič se ni zgodilo. Mediji so nehali pisati o tem. Vlada ni naredila nič, kar se tiče pozivov, ki so bili takrat dani v smislu proučitve posledic enega ali drugega koraka. Sklep o tem, da ministrstva pripravijo analize, je bil sprejet šele decembra lani, po 2 letih in pol. Tako da se sprašujem, če se zdaj ne bo zgodilo nekaj podobnega. Mi bomo to sejo prekinili in potem bo tema zginila in se ne bo nič zgodilo. Ker se sprašujem, kaj se je zgodilo v teh zadnjih tednih, da je stvar ponovno aktualna. Jaz ne vidim, da bi se karkoli resnega dogajalo na mednarodni sceni in da bi zaradi tega nek korak Slovenije prispeval k takšni ali pa drugačni okrepitvi bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Ko meni je tle velika enigma motiva, zakaj se je to spet pogrelo. Zdaj, par stvari je bilo rečenih, ki ne držijo. Zdaj, kar se tiče tega sklicevanja na pravico do samoodločbe in priznavanje te pravice, ki smo si jo mi vzeli tudi drugim. Glejte, tukaj primerjave govorijo drugo smer, kot je bilo tukaj prikazano. Prvič, Slovenijo ni nihče resen priznal, dokler nismo obvladali svojega ozemlja, svojih meja, imeli lasten denar in bili sposobni preživeti. Pozna kdo kako resno državo, ki nas je priznala prej? Čeprav smo si želeli, tudi še pred letom 1991. Tako da tukaj, gledajte, če upoštevamo enake kriterije, ki so bili upoštevani pri nas, potem lahko to točko tako damo z dnevnega reda. So pa druge paralele. V času priprav na slovensko osamosvojitev smo mi zelo skrbno proučili položaj, ki je nastal takrat, ko je Generalna skupščina sprejela tisto resolucijo 181, o kateri je govoril dr. Petrič. V tisti resoluciji je bilo določeno, da se mandat Velike Britanije tam konča, da ta resolucija stopi v veljavo natančno čez 6 mesecev in da potem pač tam nastanejo 2 države in še tam so bili detalji glede statusa Jeruzalema. Mi smo situacijo, ki je takrat nastala, zelo podrobno proučili zaradi tega, ker smo se deloma znašli v podobni situaciji. Mi smo imeli plebiscit, plebiscitni zakon je določil 6-mesečni rok za razglasitev samostojne države in pač v tistem 6-mesečnem roku smo mi delali tisto, kar je delal Izrael, ne Palestinci, kar je delal Izrael v tistih 6 mesecih po sprejetju resolucije OZN. Pričakovali smo napad in smo se na to pripravljali. Izraelci so pričakovali napad, pričakovali so, da arabske države ne bodo spoštovali resolucije, ker so to javno najavljali in so se na to pripravljali. Niso bili Izraelci agresor. Izrael ni bil agresor. Prvo uro, ko so razglasili samostojnost oziroma ko so prevzeli funkcije na podlagi resolucije Združenih narodov, se pravi na podlagi legitimne, legalne osnove, so jih napadle države, ki so imele 50-krat večje število prebivalstva, ne vem koliko 100 tankov, letal, nekaj milijonov vojakov. Izraelcev je bilo pa manj kot 3 milijone in so se ubranili, tako kot smo se mi pred jugoslovansko armado. Seveda je bilo
se je s tem začel oborožen konflikt in v tem oboroženem konfliktu so bila storjena grozodejstva na obeh straneh. Slovenska oziroma jugoslovanska javnost je bila obveščena samo o eni strani. Arabska vojska je takrat požgala, uničila, pomorila cele vasi od dojenčkov do starcev. Sledila so tudi povračilna dejanja, v primeru nekaterih vasi v enaki meri. In razplantelo se je sovraštvo, ki še danes tli. Potem je bilo še nekaj vojn in praktično nikoli Izrael ni bil agresor. Ne? Ali pa, če smo zelo natančni, mogoče enkrat. Ne? Se pravi, tisti, ki je konflikt začel. V vsaki takšni vojni je bilo palestinskega ozemlja manj in izraelskega več. In s koraki, ki terjajo konflikt v naslednjo fazo, bo samo še slabš za Palestince. Izrael ni več to, kar je bil leta 1947, je pač jedrska sila in je tam spostavljeno ravnotežje, najmanj ravnotežje. Tako da enostranski koraki v smislu tega, zdaj bomo povzeli Izrael nazaj, to, kar si on prisvojil, potem, ko smo ga napadli, ne bodo pripeljali do ničesar, razen do več žrtev. Mednarodna skupnost je to že zdavnaj spoznala. Jaz imam tukaj kopijo teh ključnih določb iz sporazuma med izraelsko-palestinskega sporazuma o Zahodnem bregu in Gazi iz 28. septembra 1995. Ta sporazum sta podpisala Izrael in predstavnik Palestincev, oba pravzaprav. Zdaj sponzorirale pa so ga Združene države, Ruska federacija, Egipt, Jordanija, Norveška, ki je bila posrednik pogajanjih, in Evropska unija. Ta sporazum tudi nas veže, ker smo del Evropske unije. Zdaj tem sporazumu, kjer je dal Izrael velike koncesije Palestincem, med drugim je spustil vse zaprte Palestince, razglasil amnestijo za vse kaznivo oziroma teroristična dejanja strani Palestincev, tistih, ki živijo v Gazi in na Zahodnem bregu in tistih, ki bi se iz tujine še vrnili tja. Do leta 1993, pravi splošna amnestija. Izrael je zagotovil tukaj potem vrsto koncesij Palestini. Zdaj, palestinska stran pa se je obvezala v tem sporazumu, da ne bo delala enostranskih korakov. Tudi ko gre za vzpostavljanje državnosti. V tistem delu, ki zadevajo obrambo, pozicijo teh oziroma lokacijo paravojaških sil in še par teh koncesij je bilo, ki jih je Izrael zahteval v zameno zaradi lastne varnosti lastnih državljanov ob meji. Se pravi, vzpostavitev palestinske države oziroma implementacije te politike obeh držav je na podlagi tega sporazuma možnost ob strinjanju, se pravi ob soglasju obeh strani. Evropska unija je ta sporazum podpisala. Takrat mi še nismo bili del Evropske unije, ampak takrat, ko smo vstopili, smo sprejeli akte, na podlagi katerih smo vse to, kar je Evropska unija že do takrat pravno uredila, priznali, sprejeli v naš pravni red. Tako da vlada naj ima to dejstvo pred očmi. Kar se tiče motiva pa interesa, moram reči, da ga jaz ne vidim, za
predlog za takšen korak so vedno neki politični motivi. Junija 15, ko je bilo to vrš predlagano, je stvar poniknila. Zdaj so pred nami volitve in najbrž ne bo, ne? So najbrž tukaj interesi v tem smislu, da se skušajo dobiti volivce, ki imajo še vedno nostalgijo po Jugoslaviji in po gibanju neuvrščenih. Zdaj, če kdo misli, da bo tega Slovenija kaj imela, jaz ne vem. Poglejte si zemljevid držav, ki so Palestino priznale, in zemljevid držav, ki Palestine že niso priznale, ker spoštujejo med drugim ta dogovor iz leta 1995. Glavnem gre za delitev zahodna sfera in ostali. Se pravi, zahodne države tega niso priznale. Če bili mi nekje v podsaharski Afriki, ok, bi bil to mainstream in bi bilo bolj čudno, če tudi mi ne bi priznali Palestine, kot pa če bi jo. S tem, da to isto ne imelo nobenih dobrih posledic za nje. Mi smo zdaj del Evropske unije, smo del NATO, smo del OECD-a, smo del zahodne civilizacijske sfere, vsaj formalno, ne? In zdaj obojanje tega sentimenta neuvrščenosti, gledajte, jaz to tukaj ne vidim za Slovenijo nobene koristi, vidim pa veliko škodo. Jeseti lanskega leta sem govoril z enim od izraelskim diplomatom, ki je spraševal zdaj, kaj je s tem. In takrat je izrekel en stavek, ki je sem si ga zelo zapomnil. Rekel je, mislim, da če Slovenija prizna Palestino, da bo to kdo, razen njih pa nas sploh opazil po svetu. Mislite, da bo to kakšna novica, ki je. S tem si lahko naredite zgolj škodo, tako kot se je naredila Švedska. Jaz upam, da bo vlada proučila depeše, ki prihajajo v zvezi s tem, in se tukaj ne bo potiskalo glavo v pesek pred negativnimi posledicami. Zdaj, ena zadeva, ki v tem času, ko se je ta debata spet odprla, pa niti danes ni bilo omenjeno, to, da je splošno svetovno znano, da je glavni sponzor, tudi finančni, postopkov za priznanje Palestine Iran. Iran je tudi glavni sponzor Hezbolaha in Hezbolah nastopa kot proksi Irana v teh raznoraznih konfliktih na Bližnjem vzhodu. 3 leta nazaj smo vam tukaj brali statut Hezbolaha, kjer piše v preambuli, da je cilj tega gibanja uničenje države Izrael. In prva stvar, ki jo slišite od Izraelcev, je, kako vi ste priznali gibanje, ki še ni država, katerega cilj je v njihovi ustavi uničenje nas. Kako mislite, da boste s tem zagotovili mir in normalno življenje ljudem, ki tam živijo? Pa nas se to ne pojavlja zaradi tega, ker je pač velik del slovenske javnosti, predvsem starejše, živi pod vtisom propagande o pač dobrih Palestincih in slabih Izraelcih. Ko so palestinski teroristi pobili izraelske športnike na olimpijskih igrah v Münchnu v 70-ih letih, so imela vsa jugoslovanska, tudi slovenska uredništva naloga, da pišejo o palestinskih borcih, ne o teroristih. Ko so ugrabili potniško ladjo in tam pobijali Američane judovskega porekla, so slovenski mediji tudi delo pisali o palestinskih borcih. Ves zahodni svet pa je pisal o teroristih, kar so to tudi dejansko bili. Slovenska vlada je, glede na to, kar smo slišali na prejšnji seji odbora dol v kleti, v tem trenutku vpeta v zunanjepolitično prioriteto, ki se reče arbitraža.
oziroma implementacije arbitraže. Zdaj, kdo misli, da lahko Palestina, pa arabske države, pa tisti, ki so Palestino priznali tukaj v Sloveniji, kaj pomagajo pri tem ključnem zunanjepolitičnem cilju, ki je po mojem itak vprašljiv, ampak če se zdaj postavi na stališče vlade, ne. Včeraj sem šel gledati dnevne rede zadnjih pa prihodnih svetov Evropske unije pa Evropskega sveta. Če bom kje našel med prioritetami Evropske unije Bližnji vzhod, palestinsko vprašanje in tako naprej, pa ga nisem. 5 tem je prioritetnih trenutno za Evropsko unijo, kamor naj bi mi spadali. Prva tema so migracije, druga tema je 7-letni finančni okvir 2020-2027, za katerega v tem trenutku potekajo ključni dogovori o višini, o razdelitvi, o mejnikih, na podlagi katerih bodo države neto prejemnice ali pa neto plačnice. Jaz moram reči, da nisem zasledil ne na dnevnem redu naše vlade, ne v javnosti kakšnokoli razpravo o tem, da ne govorimo o kakšnem delovnem telesu v tem državnem zboru. Jeseni bo prepozno. Vlada, ki sem jaz vodil, se je doslej izpogajala za oba večletna finančna okvira, za prvega in za drugega. In je to krvavo delo. In smo obakrat prišli dobro skozi, zaradi tega, ker smo bili na to pripravljeni in ker je to bila prioriteta vlade in administracije. Jaz nisem zasledil ene same besede o tem doslej. Palestina je glavni problem zdaj, za gospoda Erjavca in za to vlado. Zdaj, naslednja prioriteta za Evropsko unijo je Evropa po Brexitu. Tukaj Slovenija, kaj dosti seveda ne more narediti, je pa to vprašanje za nas pomembno, ker bomo mi v tej Evropi živeli. Ampak to pri nas nikogar nič ne zanima. Ne? Četrta prioriteta je skupna obrambna politika, ki jo skuša zdaj Evropa začeti graditi. Slovenija pa, mi pa vsak dan poslušamo, kako imamo manj vojske in kako je to manj usposobljena in tako naprej. Nič od tega. No in peta prioriteta je Zahodni Balkan, o čemer se v Sloveniji še kdaj kaj reče, ampak niti slučajno ne tako intenzivno kot v Palestini, pa v tej regiji ali pa blizu nje živimo. Jaz pač vidim v tem postavljanju napačnih prioritet, tega, kar je slovenska zunanja, pa tudi notranja politika, veliko nesrečo za državljane te države, ker od tega nimajo nič. Če kakšen volivec desno sem mislil, da bo zaradi priznanja Palestine imel večjo penzijo, se zelo moti, kvečem bo manjša, v najboljšem primeru pa se nam nič spremenilo. So pa druge teme, ki zaslužijo našo pozornost, pa gredo mimo zaradi tega. In od leta 2008 Slovenija zgublja, kar se tiče mednarodnega ugleda, to verjetno vsem, ki sedite za to mizo, ni treba posebej poudarjati. Prali smo milijardo, oziroma so prali milijardo denarja, milijardo evrov za Iran. Jaz ne bi izključil, da je med tem, kar se zdaj dogaja, da to vnemo, da se prizna Palestino in angažiranjem Irana v tej smeri in tisto milijardo kakšna povezava. Bom zelo presenečen, če so kdaj to izkazalo, pa da ima kakšna iskra tel, kakšne interese in tako naprej. Ne? Ampak to je verjetno tema za kako drugo, za kak drug prostor. Potem smo se ustrelili v koleno z arbitražo, ker smo dovolili, da pač, ali pa ste dovolili, da je razsodba potem, ko je Hrvaška že v Evropski uniji, če se je že šlo v ta sporazum. In zdaj imamo
sceno, za katero pravijo slovenski ribiči, da je slabša kot kadarkoli doslej. Obljubili smo v Bruslju, da bomo privatizirali Novo Ljubljansko banko, zdaj vlada brani ta bankomat tranzicijske levice do zadnjega diha. Bodo seveda za davkoplačevalce v vsakem primeru negativne posledice. Proruska politika je razvidna iz aviona in vesolja. In če mislite, da boste s tem dobili dodatne zaveznike pri uveljavljanju tega arbitražnega sporazuma, potem živite na Luni. Tako da moram reči enostavno motiva za to, jaz gospoda Vatovca razumem, zdaj za stranko, ki vidi svetlo prihodnost in zgled v Venezueli, pot je priznanje Palestine pač normalna stvar. In tukaj ne iščem nobenih drugih ozadij. Ne razumem pa vladne koalicije in tega sklepa, da je koalicija sklenila, da Slovenija v tem trenutku prizna Palestino. Zdaj, če smo kaj spregledali, potem prosim, da nas tukaj razsvetlite. Ampak tudi v tej razpravi danes nisem slišal nobenega argumenta, zaradi katerega bi to v tem trenutku bilo za Slovenijo dobro. Gospod Cerar je bil v Davosu, jaz upam, da je bil v dvorani, kjer je ameriški predsednik rekel, da mora vsak izvoljen predstavnik nekega ljudstva ali pa države svojo državo in svoje ljudstvo postavljati na prvo mesto. Se nihče ne sme izolirati, ampak mora postavljati interese svoje države na prvo mesto. Zdaj, kje so interesi Slovencev pri tem koraku, zdaj, ki se predlaga, povejte nam, prosim. Brez teh floskul, ki so deloma ali pa v celoti zgodovinsko netočne. Jaz se bojim, da je problem resen, ker ni možno izključiti iranskega faktorja in vsega tega, kar je s tem povezano. Ampak to je manjši problem, večji problem je po moje problem identitete, ki je osnova za napačno zunanjo in ostalo politiko. Mi smo šli v Evropsko unijo, v številnih dokumentih Evropske unije piše, da Evropska unija združuje tiste, ki delijo iste vrednote in enak civilizacijski okvir. In ta okvir je judovsko-krščanska tradicija in razsvetljenstvo, človekove pravice, vladavina prava. In jaz tega okvira v tem koraku, o katerem danes razpravljamo, ne vidim. Mislim, da je v interesu Slovenije in Slovencev in vseh državljank in državljanov te države, da Evropa ohrani ta civilizacijski okvir, da smo mi del tega okvira, da so to vrednote, ki jih delimo, jih skupaj širimo in branimo in da ostanemo del tega okvira. In da tudi ravnamo tako. Ne nazadnje, poleg bom rekel, splošnih stvari, o katerih sem na koncu govoril, nas veže tudi pravne zaveze. Sveže tudi pravne zaveze. Evropska unija so podpisala ta sporozum med Izraelci in Palestinci iz leta 1995 in to nas veže. In vlada naj to upošteva, ko bo zavzemala stališče do tega vprašanja, če ga sploh bo.